leto 2002 in Citroen je na ceste zapeljal čisto novi C3. Mali avtek je to, zelo zaobljen, ljubkovalno smo mu rekli kar jajček in tako je postal všeč ženskam. Takrat se je zgledoval po uspehu Xare Picasso in to je bil čas, ko so bili zelo popularni enoprostorski avti. Za navdih mu je služil celo 2CV, a.k.a. spaček. Je leto 2024 in Citroen je na ceste zapeljal čist novo generacijo C3. Mali avtek je to, zelo ogled, ljubkovalno mu ne rečemo več jajček in všeč mora postati tudi moškim. Tokrat se zgleduje po vseh možnih križancih, kjer je to čas, ko so popularni višji in bolj robuštni avtomobili. Za navdih mu je služil Oli Concept. V 3 generacijah je na cesta zapeljalo že 5,6 milijona modelov C3 po vsem svetu in tudi pri nas je zabeležil velik uspeh. 19.200 jih je bilo prodanih do danes, kar je skoraj petina vseh prodanih Citroenov pri nas. Četrta generacija pa raste predvsem v višino, s čimer nastopa na trgu majhnih križancev, ki predstavlja skoraj 40% prodaje novih avtomobilov pri nas. In je kar očitna sprememba pri oblikovanju Citroena v zadnjem obdobju, ker boste takoj opazili nova svetlobna podpisa spredaj in zadaj, novo bolj zaprto masko, pa nov, v bistvu zelo str logotip, ki se zgleduje po tistem iz leta 1919. Tudi prvi C3 je precej presekal s tradicijo, ker je bil njegov prednik v tem segmentu praktično Saxo, dokaj klasičen mali avto. C3 pa je bil še takrat precej višji od povprečja svojo zaobljeno streho. Novi pa se še bolj odmika od povprečja razreda svojo oddaljenosti od tal, ki je pri klasičnih modelih z motorji z notranjim zgorevanjem skoraj 20 cm, pri električnih pa dobrih 16. To je povsem na nivoju križancev, za vas pa to pomeni za kar 10 cm više sedenje od povprečja razreda, kar vas bo večina z veseljem sprejela, ker vem, da po novem vsi iščete malo višje avte. Očitno pred 20 leti še nismo imeli vsi težav s koleni in ostalimi sklepi, da nas je vse bolelo, ko smo sedli v stare, nizke avte. Je bil pa to tudi čas, ko smo poslušali Davida Hasselhoffa in Eminema, medtem ko danes pa Joker out. Ja, k sreči ima vsak svoj okus za glasbo, tudi avte, itak, ampak k sreči danes ne boš več rabil uporabljati kaset istok, da boš poslušal vse te svoje glasbene mojstrovine, ampak boš lepo uporabljal Android Auto ali pa CarPlaya, ne? Izvoli. Se vidi, da nimaš pojma. Jaz sem takrat imel že CD-je. Pečene doma, itak. Kakva je razlika v kabini, ja? Čeprav je C3 še vedno mali avto, je, ko jo daš takole skupaj, prav hecno videti, koliko je dejansko zrasel v vseh teh 20 letih, pa čeprav se je v dolžino povečal samo za 16 cm. Je pa kar 14 cm širši in skoraj 9 cm višji. To pa pomeni tudi več prostora v kabini. Nisem sicer najvišji Slovenec, ampak lahko potrdim, da je na zadnji klopi dovolj prostora za ne ful dolge vožnje, sedenje je pa prav prijetno tudi spredaj. Sedeži imajo po novem 10 mm več polnilne pene in bolj ergonomsko obliko kot recimo kakšna čokoladna tablica, da bo bolj udobno. Se mi pa zelo dopade tudi nov kokpit. C-Zen Lounge se imenuje in ima zaslon z merilniki v višini oči nad volanom, sam obroč je zato malo manjši in bolj oglad, da ne moti pogleda. Pa ta zaslon ima dobrih 10 palcev in tukaj skrivaš nekaj uporabnih klasičnih gumbov, da ne boste preveč odmikali pogleda s ceste. Pa tudi med vožnjo je udoben, kot od Citroena pač pričakujemo, ker ima prvič v seriji C3 vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, zato se tudi na slabih podlagah malo bolje znajde. Ni za vsakogar, našemu Anžetu že ni všeč preveč udobja in premalo občutka na volanu. Se vidi, da je z Gorenjske, kjer so pač navajeni, da je treba trpeti. Mi Štajerci smo pa radi malo bolj na easy, a ne? Tudi prtljažnik je zdaj dovolj velik, 310 litrov požre, to je za kar nekaj kantic vina za domov, če boste ravno v vinorodni deželi kot sem jaz, a ne? Pri novem C3 boste lahko izbirali med 3 nivoji opreme in 6 barvami, pri čemer bodo dodatno na voljo še bela ali črna streha, pa majhni plastični okraski, ki jih imenujejo priponke. Tudi motorji so trije in sicer osnovni 1,2-litrski trivaljni turbobencinski s 75 kW, takšnega vozim jaz, in ima v novi generaciji verigo za pogon odmikalne gredi, pa 6-stopenjski ročni menjalnik.
Naslednji na lestvici je blagi hibrid, ki enakemu motorju doda 21 kW elektromotor in majhno 48-voltno litij-ionsko baterijo, da bi ob malo večji skupni masi dosegel okoli desetino manjšo porabo. Zelo zanimiv pa bo seveda še električni EC3, ki bo imel 83 kW motor in baterijo, ki bo pospravila 44 kWh elektrike. Baterija uporablja litij-železo-fosfatno tehnologijo, s katero naj bi v mestu prevozili okoli 460, na klasičnem VLTP ciklu pa 326 km. Naslednje leto se pridruži še cenejša električna različica z manjšo baterijo in dosegom okoli 200 km, ki naj bi bila ob trenutno izdani subvenciji že res precej ugodna in kot takšna zanimiva za marsikoga, ki potrebuje ukreten in varčen drugi avto. Pa ne nujno drugi. Stela, ki nam je prijazno posodila svoj C3, ga ima za svoj prvi avto, tako da z lahkoto upravlja tudi to funkcijo, a ne? Nas pa zdaj najbolj zanima, kako se bo trg odzval na električno različico in če bo novi C3 res prepričal več moških in predvsem mlajših kupcev, kot si to znamka želi.